nam je v letošnji sezoni šlo vse kot po maslu. Prvih 5 dirk smo zmagali, no na koncu se na zadnji dirki vendarle malo zaustavilo, zaradi tehnične napake smo odstopili na že čisto začetku relija. Žal mi je bilo, da smo na zadnji dirki odstopili tako hitro, ker so bili brzinci res lepi. Tudi spet pa bila na vodilni poziciji in bi se je obetala lepa dirka. Z medijskega stališča sem pripričan, da bi bilo boljše, da bi imeli več kratkih relijev, kot pa nekaj dolgih in nekaj kratkih. Zaradi tega, ker bi potem to pomenilo tudi več objav. Kar se tiče vozniškega stališča, pa slovenska posadka, katerakoli itak ne more računati na strašen preboj za tujino, očitno, in praktično bijemo boj sami s sabo, s nekaterimi Hrvati, Čehi in Avstrijci. Dokler smo vsi na enaki dirki, je dolžina praktično nepomembna. Dirke so edino bolj napete, saj prihaja do manjših razlik. Neke blazne izkušnje s 300 km reliji v tujini pa bodo tako prišle prav redko komu, ker se jih izjemno malo odloča za nastop v tujini. In zaradi tega ne vidim smisla v preveč dolgih relijih. Pripričan sem, da bi bilo za nas s Petrom boljše, če bi bilo v prvenstvu še več enakovrednih voznikov, borbe bi bile bolj na nož, kar pomeni, da bi napredovali vsi vozniki. Ampak vseeno se mi zdi, da se na kakšni dirki sreča solidno konkurenco in takrat potem vse takrat vidim, kje smo. Letos se mi je jasno najbolj stisnila spomin dirka v Mariboru, Petr pa po dolgem času ponovno zmagala v skupni razvrstitvi, ves čas pa bila borbo s nemškim prvakom Gazdanjem. Plano za naprej, težko je govoriti o plani za naprej, če nimamo realne osnove finančne, na čem graditi. Sponzorstva se nam podaljšujejo iz leta v leto, nimamo dolgoročnih pogodb, kar nas malo tepe in nas pušča v negotovosti vse do začetka naslednje sezone. Je pa pač na izbiro sta vedno dve stvari, ali biti glavni na vasi ali pa iti v mesto in poskusiti tam. Moja želja je vsekakor, da bi šel na kakšne močne dirke v tujino, ampak realno gledano mislim, da s Petrom sva za neko dolgoročno uspešno kariero že malce prestara.